gledalke in dragi gledalci, ponovno sem tukaj z vami Maša in danes imam tukaj pri sebi še eno svojo zelo dobro prijateljico, ki ji rečem sestrica. Zadnjič ste spoznali Lučko Berlot, danes pa je tukaj z mano Urška Koželj. Urška, pozdravljena. Živijo, Maša. Že za Lučko sem rekla, da je ženska mnogih talentov, se mi je potem smejala. In to velja prav za vse moje prijateljice, sploh sestrice. In tudi Urška je ženska mnogih talentov, je namreč pevka, igralka, tudi plesalka, v mjuziklih seveda nastopa, potem je pa dela tudi masaže, dela Access Bars tretmaje in bo kmalu magistrirala na fakulteti za šport, tudi risanke sinhronizira. A sem še kaj pozabila, Urška? Ne, to je to, pa rada hodim po hribih, evo. Pa rada hodi po hribih, no in med drugim je pa tudi članica Šentjakobskega gledališča, ki je gledališče z izjemno dolgo tradicijo tukaj v Ljubljani, tako da bova veliko govorili tudi o njem. Imamo ga pa tudi v ozadju in kot vidite se veliko dogaja. Urška, kaj je to? V naslednji sezoni bomo praznovali 100-letnico Šentjakobskega gledališča, tako da se zdaj prenavlja naš Šentjakobski oder, zato tudi ne morava iti noter, pa sva kar tu zunaj, na gradbišču. No, tudi tu zunaj je lepo, pa še prijetno je, ni prevroče, ni premrzlo, ravno prav. Se pravi, ta prenova je prav zaradi tega, ker bo zdaj 100. obletnica. No, tudi zaradi tega, ampak predvsem je bila tudi potrebna, ne? Že na splošno. Da bodo boljše tehnične zmogljivosti, da bodo predstave lahko še boljše. Tako. Koliko časa si pa ti že članica Šentjakobskega gledališča? Jaz sem zdaj članica že 10. leto, tako da, ja, v bistvu je to že nekako moj domek, no. V bistvu tudi ti imaš obletnico, ne? Ja, tudi jaz imam. 100. obletnica, potem pa ti 10., samo eno nulo odvzamemo. Ja. In kaj je tebi Šentjakob dal? Kaj ti pomeni? Ja, meni je Šentjakob ogromno dal, mi je tak nekakšen dom, zaradi tega, ker vsi, ki tukaj pač v bistvu ustvarjamo, no, smo nekakšna družinica, prijatelji, ženske grejo malo vmes roditi, pa pridejo spet nazaj, ne. Tako da otroci pridejo, obstajajo šentjakobski pari, šentjakobski zakoni. Ki so se tudi tukaj spoznali? Tako. To je ful lepo. Tako da ogromno mi je dal. Jaz sem tudi zelo vesela, ker sem lahko šla na ogromno izobraževanj v zvezi z igro in seveda predstave, ki so pa pač svojstveno doživetje. Katera ti je najljubša predstava, ki si jo delala tukaj v Šentjakobu? Ja, mislim, da moram reči kar najina Vscana vas, kjer je igrala tudi Maša. Ja, jaz sicer nisem članica Šentjakobskega gledališča, ampak sem kot izven igrala, ker to je bil kot gostja, ker to je bil musical. Ja, to je pa res zelo posebna predstava in zelo smo se zbližali in tam sem spoznala Urško. Urška, brez Vscane vas niti ne bi poznala, to bi bilo katastrofa. Brez Šentjakobskega gledališča se ne bi poznali. Ja, torej ne samo, da se poparčkajo ljudje, tudi čudovita in dolgotrajna prijateljstva se v Šentjakobu spletejo, ne? Ja, res je. Igraš pa tudi zdaj v eni predstavi, sicer ne vem koliko trenutno najbrž ne morete igrati, ampak Spomin vode v režiji Primoža Ekrta, ki je čudovita predstava. Pa povej, a slučajno veš, bo ta predstava še kaj na sporedu, glede na to, da ni na Šentjakobskem odru in bi se jo morda lahko igralo? Ja, to predstavo smo že hoteli igrati, v bistvu po tem prvem valu virusa, s tem, da imamo pač v igralski ekipi nekatere, ki so tudi malo rizični, in se potem mogoče tega nismo lotili ravno iz zdravstvenega vidika, pač malo bolj preventivno, tako da je pač res varno in zaenkrat še ne, no. Ampak ko bo pa najhujše mimo, pa najbrž ne boste nehali igrati, ker je res dobra predstava, ne? Ja, tako je. Predstava je sicer narejena za naš mali oder, ki je nedaleč stran od tu. In je seveda narejena tako, da v bistvu smo v spalnici naše mame, umrle mame, in tudi gledalci so razporejeni notri po tej spalnici. Tako da mogoče je res, smo si blizu, po drugi strani pa ne gre veliko ljudi notri, tako da kar se tega tiče je pa primerno tudi za te čase. Drugače pa Šentjakobsko gledališče je ljubiteljsko gledališče, ampak vseeno na izjemno visokem nivoju. Pa kako človek postane član
Šentjakobskega gledališča? Kaj mora narediti? So avdicije, je kaj podobnega? Ja, zdaj mogoče ena stvar. Jaz nisem vedela, zato sem morala iti v Litvo na eno izobraževanje, kamor me je peljalo Šentjakobsko gledališče, da sem v bistvu zvedela, da je naše gledališče edino polprofesionalno gledališče v Evropi. Edino v Evropi? Tako da ima kar fenomen. poseben sloves. Kaj pomeni to, da je polprofesionalno? Jaz bi rekla to laično, sicer ne morem se zdaj strokovno opredeliti, ampak veliko sodelujejo tudi profesionalni igralci, režiserji in tako naprej. Vedno se najame nekega profesionalnega režiserja, dela se na malo mogoče drugačnem nivoju kot ostala gledališča v Sloveniji, ampak moram poudariti, da so tudi ostala gledališča v Sloveniji zelo močna, kar se tiče izobraževanja in tega, tako da kar tako naprej. Imamo zelo razvito ljubiteljsko gledališko kulturo tudi v Sloveniji in tudi Linhartova srečanja so vedno odlične predstave ponudijo, tako da pojdite si to pogledati, če še niste nikoli v Postojni sploh, kjer je potem tiste, ki so bile izbrane na državnem nivoju predstave, so tam predstavljene, tako da to si le poglejte. Kako pa si ti postala članica Šentjakobskega gledališča? Kakšna je bila tvoja pot? Ja, zdaj načeloma smo mi imeli vedno na eno leto oziroma na 2 avdicije, kjer si potem pač ta preizkus prestal in si potem začel igrati kasneje in potem po enem letu, ko si ustvaril prvo predstavo, po enem letu od premiere si postal član. Zdaj pri meni je bilo... Da se je izkazalo, da si eno leto noter. Da si v redu. Jaz sem imela sicer malo drugačno pot in sicer so takrat iskali Šepetavko za eno predstavo. Jaz sem sicer si želela biti igralka, ampak se mi je zdelo super, da sodelujem kot taka. In potem sem kasneje dobila pa potem eno manjšo vlogo in potem glavno in se pelje. Koliko predstav si že delala v Šentjakobu? Mislim, da je vse skupaj 9. In torej boš imela kmalu tudi 10. obletnico predstave. Ja, tako da odigrala sem pa do lanske sezone 100 predstav na Šentjakobskem odru plus gostovanje. Kje pa vse pa ste gostovali? Kje vse tudi Šentjakobsko gledališče gostuje? Ja, povezano je z marsikaterim krajem po Sloveniji, z veliko kraji po Sloveniji, pa tudi recimo igrali smo čez mejo na avstrijskem Koroškem v Selah. Tam so vedno veseli slovenskih predstav. Ja, zelo, zelo. Tako da smo dobri prijatelji in potem tudi prejšnji direktor je tudi ustvaril oziroma že prej je bila ta vizija, da se v bistvu ljubiteljska gledališča po Sloveniji malo združijo, pa pridejo k nam gostovati, pa mi k njim, tega prej mogoče ni bilo, oziroma sem tudi jaz osebno malo pogrešala to. Drugače pa v okviru Šentjakobskega gledališča lahko se vi člani tudi precej izobražujete tudi v igri in o tem lahko poveš malce več o teh izobraževanjih in kje vse si že ti bila, na katerih vseh izobraževanjih? Ja, jaz sem pobrala vsa izobraževanja, kamor sem lahko šla, tako da večinoma mi je gledališče plačalo izobraževanja preko JSKD, se pravi Javni sklad za kulturne dejavnosti. Tam smo imeli v bistvu profesorje iz AGRFT-ja, ki so nam predavali govor, pa odrski gib, improvizacija, tehnika govora kot taka. Tako da jaz sem to vse šla, še lani smo šli z Lauro na delavnice v Izolo, kjer smo imeli pa bolj mednarodno mentorstvo tudi. Laura Ivančič? Tako, Laura Ivančič je ena prijateljica, toliko da veste, vi ne veste, mi dve veva. Ja, tako da vse, kar se je dalo, sem šla, bilo je super in to je ogromno, ker moramo povedati, da mi v gledališču nismo plačani za svoje delo, razen dobimo dnevnico za gostovanja in to se mi zdi ena odlična kompenzacija, da sem se pa lahko izobrazila v tej smeri, v bistvu. Se ti zdi, da si veliko zrasla kot človek in kot igralka znotraj Šentjakobskega gledališča? Definitivno, to me je kot igralko najbolj oblikovalo. Dobila sem tudi ogromno prijateljstev, ki smo potem sodelovali še pri drugih projektih, tako da Šentjakob je moj drugi dom in dal mi je ogromno. No, s temi besedami morda sem že mislila, da je začelo deževati, pa sem ugotovila, da ne, da sem pri vodi, da sem nekaj kapljic čutila. S temi besedami se bomo morda poslovili za enkrat, ampak, drage gledalke in gledalci, ostanite z nami, kajti z Urško se bova še pogovarjali, imava še en blok na voljo, pa bomo morda izvedeli še več o drugih zadevah, ki jih Urška počne, kajti, kot sem rekla, vse moje prijateljice so ženske mnogoterih talentov. Vse gledamo po oglasih.
To je Uscana vas, pridite v Uscano vas, in taki gre v Uscano vas, ne vrne se. No, takole sva zdaj začeli. Dobrodošli iz oglasov. Tale najin drugi blok, kajti še vedno sva pri Šentjakobskem gledališču, kot lahko zadaj vidite, tukaj pri blagajni v resnici. In tole je bil delček komadiča iz muzikala Uscane vasi, ki sva ga midve tudi soustvarjali tukaj v Šentjakobu pred leti in sva se tudi spoznali. Ja, tako da lepi spomini, ampak da ne bova ves čas samo o Šentjakobu, Urška, ti nastopaš tudi marsikje drugje, med drugim tudi v veliko muzikalih izven Šentjakobskega gledališča, a jih lahko našteješ vse muzikale, v katerih si bila? Vse jih v bistvu ni tako veliko. Uscana vas je bila tu, to se je vse začelo, potem pa Mamma Mia zdaj 5 let, Alpska saga in pač poletna delavnica muzikla, kjer smo tudi naredili produkcijo. Se to je veliko. Ja. Povej, zakaj ti je muzikal tako ljuba zvrst? V bistvu, iskreno povedano, mi je šel na začetku muzikal na živce, ko sem spoznala Mašo in Tanjo. Je bilo vse tako zelo borbotajoče in veselo, jaz sem bila pa vseeno malo bolj tako, s tem umirjenim glasom. Nikar govoriti, moram pa sam štoprco še nastaviti. Ja. No, v glavnem, ampak potem pa, ko sem ga spoznala, sem se pa vanj zaljubila in pač to je ljubezen, ki bo trajala verjetno celo življenje, ne. Tako da zdaj sem ga vnesla tudi v svoj študij, na kar sem zelo ponosna in zelo vesela. Čakaj, to je pa zdaj zelo zanimiva stvar, ne? Študij na fakulteti za šport in vnesla si zraven muzikal, povej, kako to izgleda. Ja, jaz sem v bistvu usmerjala ples na fakulteti za šport in pač seveda potem sem prijavila magistrsko delo, ki so ga vsi malce postran gledala, ne? Ampak sem želela v bistvu muzikal kot tak, 3-urni muzikal Mamma Mia predstaviti iz športnega vidika, kakšen napor to predstavlja in v bistvu sem to dobila idejo zaradi tega, ker sem isto število kalorij porabila na muziklu v 3 urah in enako število kalorij, ko sem tekla na 10 km na Ljubljanskem maratonu. Torej, muzikal bi lahko bil tudi zelo primerna rekreacija, ne? In za tiste, ki morajo izgubiti nekaj kalorij ali pa kaj, ne? Ja, tako je. Sicer to ni primerljivo, ne? Eno je, različni napori so, ampak je pa neko izhodišče morda za razmišljanje naprej. Ful zanimivo, da si takole povezala 2 plati svojega življenja. Drugače, z muziklom se ukvarjaš tudi pri eni skupini muzikalci. Ali lahko poveš malo več o tem, morda kdo je član skupine? Ja, ena je prav posebna članica skupine muzikalci, to je Maša Tisel. Ja, predvidevam, da jo ljudje na Ljubljana TV že poznajo. Meni vsekakor na Ljubljana TV polepša jutra in ko gledam tiste klipe doma. Ja, skupina muzikalci je v bistvu nastala zaradi tega, ker smo imeli idejo muzikal pričarati širšemu občinstvu, ne samo znotraj gledališč. V Sloveniji je ustvarjeno ogromno lepih avtorskih muziklov, ki pa jih ljudje lahko slišijo takrat, ko se igrajo in potem nič več. Tako da naša vizija z muzikalci je ta, da v bistvu te skladbe promoviramo na nek način še naprej in z njimi nastopamo tudi na drugih prireditvah. Ja, 8 prijateljev, ki vam pričala prav poseben čar muzikla. Tako je, tako. Dobro, zdaj sva obdelali muzikle, obdelali sva Šentjakobsko gledališče, pa glede na to, da je bila moja gostja včeraj, v bistvu sem posnela intervju z Ano Peskar, ki je certificirana facilitatorka Access Consciousness in bosta, mislim, da v isti oddaji vidve, se lahko dotakneva tudi tega, da si tudi ti naredila delavnico Access Bars in da si zdaj Access Bars praktik, lahko ljudje tudi k tebi pridajo na tretma. Povej, kaj ti je pa to dalo v življenju in zakaj si se odločila tudi za to pot? Ja, meni se zdi zelo pomembno poslanstvo v življenju posameznika, poleg kariere in poleg nekega osebnega življenja, tudi ta osebna rast, ne. In znotraj tega v bistvu pravzaprav se je tako začelo, da je to nas povabila prijateljica iz muzikala Mamma Mia, ne. Tanja Pečenko! Tanja Pečenko. Tudi še ena izmed sestric, za katero upam, da jo bomo enkrat gostili, je trenutno malo busy, pa še nisem uspela narediti intervju z njo, ampak bomo. Ja. No in tudi Kaja Ulčar in njena mama Sneža, ki je v bistvu facilitatorka.
v bistvu to mi je dalo ogromno, ne. To je nek skill, ki ga lahko uporabljaš za marsikaj. Ljudje se sprostijo, jaz se sprostim pri teh terapijah, a ne, tudi kot terapevtka in kot če prejemam, a ne. Tako da mislim, da je super. Tako da access bars v vsako vas. Tako je, tako. Jaz sem se zdaj bolj preselila na vas in seveda, mislim, na vas. Saj Urška je drugače, ni originalna Ljubljančanka, ne, je iz Vojnika in zdaj je šla nazaj v Vojnik, ampak je veliko tudi v Ljubljani, tukaj še nastopa in seveda tudi Šentjakobsko gledališče jo veže sem. Ja, ljudje sicer tle v gledališču so vedno govorili, ti si pa Korošica, zato ker se drugače ne trudim govoriti tako slovnično pravilno, a ne. Zmorem to, ampak se mi zdi, da ta avtentičnost v človeku nekako mora ostati in se niti ne trudim razen na odru in za potrebe predstav in snemanj. A ja, to seveda, Urška, tudi snemaš ogromno. Ti si, morda so te gledalci in gledalke lahko videli, si obraz številnih reklam, si tudi v casting agencijah. Lahko poveš kaj več o tem delu, sploh če bi morda kakšnega gledalca ali gledalko zanimalo, da bi se tudi sam preizkusil takole? Ja, jaz sem pri nekaterih agencijah v Sloveniji, največja izmed njih je ta audicija.com. Prek njih sem v bistvu snemala tudi različne serije, kot je Usodno vino, Reka ljubezni. Tudi to mi je dalo ogromno igralskih izkušenj, no. Nekaj sem jih tudi nesla jaz tja s seboj. Uživam v tem, no. To je neko tako doživetje, vedno je na setu neka dobra energija, zato mi je to super, da si v bistvu z vsemi temi stvarmi skombiniram nekakšno službo, da ne rabim hoditi v službo od 8 do 4 popoldne ali kakorkoli. Kakšna je pa razlika, bi ti rekla, mislim, med igro pred kamero in igro na odru? Ja, igra na odru igra pred kamero je veliko bolj subtilna, tudi uporablja se dosti manj make-upa, vse je bolj lahko malo bolj doživeto, pristno, od blizu, ne. Zdaj na odru pa pač vseeno, sploh pri muziklu, ne, je pa to še posebej poudarjeno, ta make-up, ta glamuroznost, ta pomp, a ne, in tudi recimo, kar se tiče tudi navadnega odra, večja artikulacija, večja razločnost, zato da razumejo tudi ljudje v zadnjih vrstah. In si omenila, da si rada zapolniš čas od 8 do 4 ne z eno službo, ampak z več različnimi dejavnostmi. Med drugim tudi izvajaš masaže. Povej, zakaj je dobro, da ljudje poskrbimo tudi za to, da se gremo včasih pa na masažo sprostiti? Ja, povežeš se s svojim telesom, sprostiš se, še vedno je dotik tista ena stvar, ki nam vsem ljudem na splošno manjka, tudi če imamo partnerja pa družino. Še vseeno je tisto to, da se pocrkljamo malo sami sebe, no. Meni je pa pač zanimivo izvajati masaže čisto zaradi sebe, ker sem pač to študirala, veliko medicine smo dali skozi in mi je tudi zaradi tega fajn ohranjati malo to znanje, no, prek tega. Se pravi, zdaj so gledalci in gledalke so lahko videli in slišali, da res ogromno stvari počneš. Pa me zanima tudi, oziroma mogoče tudi njih zanima, no saj jaz približno že vem. Kako si ti odkrila vse te zadeve, ki te zanimajo, oziroma kdaj si vedela, da hočeš biti igralka, kdaj si vedela, da si želiš tudi na fakulteto za šport? Kakšna je tvoja življenjska pot, recimo temu? Ja, jaz sem že od malega rada nastopala, ne, in pela po svoji sobi, tako da to je bilo nekako neizbežno, tudi plesala sem že od malega, nastopala sem že takoj od malega. In šport je bil tisto, kar me je vedno spremljalo, ne, tako da v bistvu ljudje me sprašujejo, pa dobro, ali si ti zdaj športnica ali si umetnica? Jaz sem oboje, ne morem se stlačiti ven predalček, jaz sem vse to. In to je pač moja narava, ne. To sem jaz avtentična in tudi intuitivno odkrivam potem stvari, ki me zanimajo in si jih v bistvu naredim za posel, ne, tako rekoč. Je še kakšna zadeva, v kateri recimo temu sanjaš, sanjariš, pa je še nisi izpeljala in bi jo rada v prihodnosti? Mogoče je to nek tak center dobrega počutja, to je neka tudi moja vizija za spodbujanje predvsem žensk, da se opolnomočijo, da so v stiku same s sabo. Mogoče kaj v to smer, ampak ni pa tudi nujno, no. V bistvu mi je super
tukaj, kjer sem. Zdaj sicer zaradi virusa smo vsi malce, mogoče se bomo mogli še v kaj preusmeriti, kar je pa tudi Se super. prilagajamo. Ja, kar je pa tudi super, ker s tem rasteš in greš naprej. V bistvu si pa ti tudi nekaj časa, še to smo pozabili, oziroma morda bi si želela še to početi, tudi vodene vadbe, si vodila aerobika, pa zumba tudi. Zumba ne. Aerobika predvsem, ja, pa pilates na nek način, no. To te še veseli? Bi še kaj v tej smeri? Ja, je super, je pa tudi res, da to moraš res veliko energije dati ven, ne, da si tam najbolj naspidiran in to. Tako da, ja, me veseli, lahko da še bom delala kaj v zvezi s tem. Zdaj trenutno ne, no. Sem bolj na individualnih stvarih, a ne, tako da ja. Si pa tudi, prej si omenila, da zdaj delaš magistrsko iz povezave muzikla in športa, ampak si imela pa eno prvotno idejo, oziroma ena izmed idej je bila tudi magistrska v tem, kako vnesti meditacijo v šolo in v športno vzgojo, ker si tudi pedagoginja. Kako si prišla pa na to idejo? Oziroma, zakaj se ti zdi pomembno, da bi meditacijo uvajali v šole? Ja, nedaleč stran od tu na gimnaziji Ledina sem imela prakso kot študentka in na razpolago smo imeli fitness, ne? In potem smo delali vadbe v fitnessu, potem pa sem imela malo proste roke in osebno mi je meditacija v življenju ogromno pomagala, tudi pač ljudje ogromno stare civilizacije, ne, zdaj sem bila na obisku pri Atlantidi, ne, na Santoriniju, načeloma, ne, naj bi to bilo to. In tam so ljudje vsak dan meditirali, v bistvu bili sami s sabo povezani in potem sem jaz to s puncami malo sprobavala, gimnazikami in so bili odzivi čudoviti. Tudi jaz sem naredila potem v zvezi s tem raziskavo, ampak sem potem v musical preusmerila za magistrsko delo, ampak so tudi same povedale, koliko so bile bolj spočite, pa manj pod stresom za teste in tako naprej. Tako da se mi zdi, meditacija se mi ne zdi nobena voodoo stvar, ampak je samo nekaj, da se malo umirimo, da se povežemo sami s sabo in to se mi zdi super in zelo uporabno v vsakodnevnem življenju. Super. Povej mogoče za konec, ker zdaj bo nama spet zmanjkalo časa. Kaj bi svetovala morda gledalkam in gledalcem, ki zdaj so pač težki časi, recimo temu, tudi korona časi od marsikoga zahtevajo ali pa so marsikoga prisilili tudi, da spremeni svojo poklicno pot, da spremeni svoje navade in glede na to, da si ti navajena tudi spreminjati in navade in poklicno pot, kaj bi svetovala gledalkam in gledalcem, kako to narediti najlažje, kako bi jim povedala, da to ni zdaj takšen bav, ne, ker mogoče so nekateri v stiski. Ja, saj tudi sama sem včasih pride dan, naprimer ravno včeraj je bil, ko sem mislila vse poslati, ne, nekam. Ne bomo rekli kam, ker smo na TV. Ja, in se mi zdi prav, da to damo ven, naslednji dan pa gremo naprej. Naprimer, danes sem se s tem intervjujem super spomnila, kako imam rada vse te stvari. Je pa res, da je prav v življenju, da pustimo, da nas tudi malo tok nese. Se pravi, če je zdaj tukaj, ne moramo na tem področju delati. Recimo, jaz imam še ogromno stvari, ki pa me veselijo, ne. Mogoče tudi, če se malo preusmerimo, je pa to okej, ne. Tako da samo brez panike in pač z dobro voljo in bo pač vse šlo. Hvala ti, Urška, in s tvojo dobro voljo bomo mi zdaj ponovno zakorakali v oglase. Hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi. Vi uživajte še naprej, mi dve greva pa na pijačo, ne? Tako. Zdaj pa še kakšne zasebne pogovore, ki pa jih ne bova snemali. Ne morete vsega vedeti. Lepo se imejte, se gledamo. Čau, čau.